Sem nevrologinja Maja Klarendič in kar se tiče tega zakona, bi rada poudarila, da zakon kot tak nikoli ne ostane samo črka na papirju, ampak začne živeti v nekem prostoru in času. Nevrologi smo že v prvem osnutku poudarjali, da je kar nekaj problemov že v samem tekstu, še več težav pa pride ob tem, ko pogledamo, v kak prostor in čas ta zakon vstopa. Mi imamo trenutno zdravstveni sistem, kjer so čakalne dobe za specialiste nedopustno dolge, kjer nimamo urejene prave paliativne oskrbe, nimamo sprejetega zakona o tej dejavnosti, poleg tega pa tudi nimamo finančno vzdržne možnosti dolgotrajne oskrbe, ki jo naši bolniki potrebujejo. Sicer snovalci zakona obljubljajo, da trenuten zakon v bistvu da je varen in da ne dopušča nikakršnih zlorab, ampak to so take nemogoče obljube. Mi vemo, da so tudi snovalci Titanika v začetku 20. stoletja rekli, da je to nepotopljiva ladja, ampak ni zakona, ki pač je varen pred vsemi zlorabami in ni ladja, ki je nepotopljiva. Kar se tiče tega zakona je prva stvar, ki jo mora komisija, ki jo lahko sestavljajo samo člani, ki nimajo ugovora vesti, mora bolnika v bistvu preveriti, da so res izčrpane vse možnosti zdravljenja in paliativne oskrbe. Kot sem omenila, mi te urejene paliativne oskrbe trenutno nimamo. Naslednji problem, ki nastane, je tudi ta, da ne razumem, če se zgledujemo po nekih zahodnih državah, kakor je Švica, zakaj ta zakon predvideva prisotnost zdravnika. Ne gre za neko dobro prakso iz tujine, ko jo probamo samo uvesti, ampak nek nenavaden hibrid med evtanazijo pa samomorom, ki nikjer drugje ne obstaja. Pa tudi sam zakon ni zdaj neka osnovna dobrina, ki jo imajo vse države, a ne gre za peščico držav po svetu in skandinavske države, recimo, ki jih mi jemljemo kot nek zgled, ga še nimajo. Zaradi tega, ker se tudi oni, kljub neki močni podpori javnosti, da bi se tak zakon mogoče nekoč začel izvajati, bojijo, a imajo že dovolj dobre druge ponudbe, da bi ga lahko uvedli v svoj sistem. In jaz se sprašujem, a imamo res tako dober sistem, da si to lahko privoščimo. Ena stvar, ki pa se jo moramo zavedati, je pa, da je ta predlog zakona odprl eno močno javno diskusijo, iz katere sem se jaz tudi osebno kot zdravnica ogromno naučila. In ne gre za to, da so vsi zdravniki a priori proti nekakšni obliki pomoči pri končevanju življenja, ne? Ampak gre za to, na kakšen način se to izvaja in v kak sistem to prihaja. In jaz mislim, da tudi zdravniki se iz tega, kar se je trenutno obravnavali in da je treba več govoriti o tem, kako se končuje življenje, na kak način mi v bistvu moramo na neki točki pustiti bolnika, da umre. Da so to vse zelo pomembne teme, ampak da niso samo v domeni nekega prostovoljnega končevanja življenja, ampak že zdaj obstoječih praks, ki jih imamo.